Danes se bomo začeli ukvarjati z odvodom funkcije. To je nek nov pojem, kaj sploh pomeni odvod funkcije. Odvod funkcije v točki x nič, recimo, če je tole naša funkcija f od x in je to točka x nič, se pravi x koordinata x nič, je po definiciji ta odvod enak vrednosti smernega koeficienta tangente v tej točki. Zdaj, kaj je to tangenta? Tangenta je črta, ki se dotika neke krivulje. Ponavadi jo imamo pri krožnici, tangenta ali dotikalnica. Vemo, da je pravokotna na polmer. To je tangenta. Na splošno pa jo lahko narišemo kjerkoli. Lahko pa narišemo tangento na katerikoli krivulji, recimo tukaj je tangenta. Tako, se dotika samo te črte. In kmalu ugotovimo, da je smer tangent v različnih točkah te naše funkcije različna. Vse to so tangente. Lahko bi narisali recimo tangento v tej točki, je to tangenta, ali pa recimo v tej točki tukaj zgoraj je to tangenta. Pa tukajle je tangenta to. Se pravi, odvod funkcije je vrednost smernega koeficienta. Kaj pa je že to smerni koeficient? Tega smo spoznali pri linearni funkciji, in sicer v eksplicitni obliki linearne funkcije je ta k smerni koeficient. In to je zdaj naš odvod funkcije. Zdaj, odvod funkcije, smerni koeficient smo znali izračunati pri linearni funkciji po obrazcu y2 minus y1 minus x2 minus x1. Recimo, če smo imeli dano prvo točko s koordinatami 3, 4 in drugo točko s koordinatami 2, minus 1 in potem smo iskali smerni koeficient te funkcije, ki gre skozi točki A in B. Ne vem, če je to A. Eto, smerni koeficient te črte. Recimo, tukaj bi bilo to y2, pa še označimo. y2 je torej minus 1, minus 4 polomljeno z 2 minus 3 in je to minus 5 polomljeno z minus 1 in je enako 5. To je hkrati zdaj tudi odvod funkcije, ki gre skozi točko A in B. Odvod te linearne funkcije. Zdaj torej vemo, kaj pomeni tangenta na funkcijo in vemo tudi, da ta k smerni koeficient tangente označuje odvod. To označimo, če je funkcija f od x, odvod označimo kot f črtica od x. Ta črtica označuje odvod. No, če pogledamo recimo funkcijo f od x je x kvadrat. To je kvadratna funkcija, pri nič je vrednost nič, pri 1 1, pri 2 je vrednost 4, takole. To je graf te kvadratne funkcije. In recimo, da nas zanima odvod v točki x nič, kar je v našem primeru 1. Mi vemo, da je tangenta na to črto, tangenta na to krivuljo nekako tako. Ampak kako bi zdaj dobili smerni koeficient te funkcije? Potrebujemo dve točki. In te dve točki morata biti zelo blizu x nič. Ker če bomo dali predaleč stran, bomo dobili eno črto, ki nikakor ni tangenta, ker se ne dotika, ampak seka naš graf. Zato moramo biti pozorni na to, da sta črti narisani Zato moramo biti zelo pozorni na to, da sta te dve točki res dovolj skupaj.
rečemo potem, da ima ena koordinata x0 plus nek majhen h, druga točka pa x0 minus en majhen h. In če je k enako y2 minus y1 vlomljeno z x2 minus x1, je v našem primeru točka T1 s koordinatami x0 minus h in, ker je kvadratna funkcija na kvadrat, ali pa kjerkoli bi bila, bi rekli f od x0 minus h. V tem primeru bi bilo to x0 minus h na kvadrat. Točka T2 pa ima koordinate x0 plus h in f od x0 plus h. To je y koordinat. In če vstavimo tukaj noter, bomo namesto k-ja dobili odvod. Zaprav, to bo naš odvod funkcije. Je torej y2 je tole, f od x0 plus h minus f od x0 minus h, y1, x2 je x0 plus h minus f od x0 minus x0 minus h. Tako. Zdaj, v konkretnem primeru za to funkcijo bi to pomenilo tole. Odvod od funkcije x kvadrata, ne, je f od x0 plus h je torej x0 plus h na kvadrat minus x0 minus h na kvadrat vlomljeno z x0 plus h, tukaj pa kar odklepaj odpravimo, minus x0 plus h. In vidimo, da se x0 pa x0 pokrajšata, ostane v spodaj nek 2h, v zgori pa imamo, kvadriramo, x0 na kvadrat plus 2 krat h krat x0 plus h na kvadrat minus x0 na kvadrat, minus pa minus je potem plus 2h krat x0, pa še minus h na kvadrat, se h na kvadrat pokrajša in x0 na kvadrat se tudi izniči in ostane 4h x0 vlomljeno z 2h in se še h pokrajša, pa dvojka in ostane tukaj 2 krat x0. In zdaj, če nas zanima vrednost odvoda v točki x0, potem lahko zapišemo, da je ta f od x0 je to odvod, se pravi, če me pa zanima v točki 1, mi pa za x0 stavlja 2 krat 1 je 2. In imamo vrednost odvoda oziroma vrednost smernega koeficienta za to našo tangento. Zdaj, tukaj smo imeli zelo enostavno funkcijo, je to še šlo. Če bi bila funkcija malenkost daljša, bi imeli veliko več težav. Na srečo pa nam ni treba računati odvode, vedno znova izpeljevati s pomočjo te naše formule, ampak lahko uporabimo pravila, ki so jih že podstavili, ki so jih matematiki izračunali za nas in jih imamo v tabelci, tudi na maturi, poznane kot odvodi nekaterih elementarnih funkcij. Zdaj, letos si bomo pogledali te odvode, ki so tega, tega in tega, medtem ko te tri bomo pustili, ker so to kotne funkcije, ki jih bomo vzeli v 4. letniku in takrat bomo spoznali tudi njihove odvode. Začnimo s prvim pravilom. Prav, f od x je x na n. In kaj piše, da je odvod? N, se pravi to število, krat x, potem pa to zmanjšamo za 1. Pa bomo pogledali, če to velja tudi za funkcijo, ki smo imeli prej. Prej bila funkcija f od x je x kvadrat. Z dolgim računanjem smo za odvod te funkcije dobili 2. Poglejmo, če dobimo tudi s pomočjo postavljene formule.
če je f od x x kvadrat, to pomeni, da je naš n enak 2. In zato je potem odvod enako n, torej 2 krat x na 2 minus 1. In to je 2 krat x. In če bi izračunali vrednost v točki 1, je to 2 krat 1 je 2. In res dobimo isti rezultat kot prej, ampak dosti hitreje. Poglejmo še kakšen primer. Recimo, da imamo f od x je x na 4. Kaj je odvod? N je 4, ga zapišem, krat x, potem pa to za eno stopnjo zmanjšam. To lahko naredimo na pamet, za eno stopnjo zmanjšamo, to lahko naredimo na pamet, ali pa si zapišemo zraven. Ali pa recimo, če je funkcija f od x je x na 12, bo njen odvod 12 krat x na 11. Kaj pa, če imamo funkcijo f od x je koren iz x? Ja, tukaj je pa namesto korena lahko zapišemo na eno polovico. In potem odvajamo isto. To je 1/2 krat x na 1/2 minus 1. In je to 1/2 krat. 1/2 minus 1 je pa x na minus 1/2. Tudi če imamo negativne eksponente, delamo isto. Odvod je, se pravi ta številka, minus 3 krat, minus 3 minus 1 je minus 3 krat x na minus 4. Zdaj, ko delamo odvode, dobimo za odvod zopet neko funkcijo. Če hočemo dobiti smerni koeficient, pa moramo zračunati odvod določeni točki, recimo v dvojki. 1/2 krat 2 na minus 1/2 in bi potem izračunali. Recimo tukaj odvod v točki 3 bi bilo minus 3 krat 3 na minus 4. Zdaj smo videli, da lahko s pomočjo formule zelo na hitro izračunamo odvode funkcij, tudi takšnih bolj težkih. Zato bomo za naprej ta pravila uporabili in se naučili še kakšnega novega. No, eno od pomembnih pravil za odvajanje je tole. Odvod vsote dveh funkcij je enak vsoti odvodov teh dveh funkcij. Kaj zdaj to v praksi pomeni? Recimo, če imamo funkcijo f od x je x na 3 plus x na 4. In zdaj, prva funkcija je x na 3, druga funkcija je x na 4. Po tem pravilu lahko odvod te funkcije izračunam tako, da odvajam najprej prvo, se pravi bom odvajala x na 3 in potem še odvod druge. In odvod od x na 3 je 3x kvadrat. Odvod od x na 4 pa je 4 krat x na 3. In smo izračunali odvod naše funkcije. Ni pa to edino pravilo. Imamo jih še kar nekaj, pa si poglejmo naslednjega. Pa recimo naj bo to tale. Kaj se zgodi, če odvajamo funkcijo, ki je pomnoženo z neko konstanto? Se pravi, če imamo takole. Funkcijo recimo 3 krat x kvadrat. Če to odvajamo, moramo najprej prepisati ta k in potem odvajamo funkcijo x kvadrat. In to je torej 3 krat, odvod od x kvadrat je pa 2x. In vse skupaj je to 6x. Ali pa recimo po tem pravilu odvod funkcije 4x na 5. Prepišemo to konstanto
X na 5 pa odvajamo in je to 5 krat x na 4. In dobimo 20x na 4. Zdaj poznamo torej že dve pravili, zeleno in modro, in bomo poskušali, kaj vse lahko zdaj s tem naredimo. Recimo, da imamo funkcijo f od x je 3 krat x na 4 plus 2x kvadrat plus 3x plus 4. Imamo to funkcijo in zdaj bomo odvajali. Po definiciji vemo, da je odvod te funkcije odvod vsakega dela posebej. Torej, odvod od 3x na 4 plus odvod od 2x kvadrat plus odvod od 3x plus odvod od 4. In odvod od 3x na 4 je koliko? Ta konstanta se prepiše, potem pa pomnožimo številko 4 in stopnjo z 1 zmanjšamo. Isto pri naslednjem. Konstanto prepišemo, x kvadrat odvajamo in je to 2 krat x. Zdaj tukaj konstanto prepišemo, x odvajamo, kaj pa zdaj naredimo? Ja, če je sam x, je to v bistvu x na 1 in potem to 1 krat x na 0, kar je pa v bistvu 1 in tega ne rabimo pisati. Koliko pa je odvod od 4? Če bi narisali graf funkcije y je 4, je to vodoravna črta. In tangenta na to vodoravno črto je kar ta ista črta. Je povsod pač ima isto smer. Koliko pa je smerni koeficient te črte? Dajmo to zapisati v obliki k krat x plus n. Kmalu ugotovimo, da moramo napisati nič krat x plus 4. In ker je tukaj nič, in to je naš k, je to odvod te funkcije. Se pravi, kadar odvajamo konstanto, neko fiksno številko, vedno dobimo nič. Eto, zdaj to poračunamo. 3 krat 4 je 12 krat x na 3. 2 krat 2 je 4x plus 3. In to je naš odvod. Če bi nas pa zanimal recimo odvod v točki 1, bi rekli, da je to 12 krat 1 na 3 plus 4 krat 1 plus 3 je 12 plus 4 plus 7 je 23. To bi bil pa odvod in hkrati smerni koeficient v določeni točki. Poglejmo še en primer. Recimo, da imamo odvod funkcije f od x je koren iz x na 4 plus 3 krat x kvadrat minus 1 vlomenost x na kvadrat plus 1 vlomenost x plus 4x minus 3. Grozna funkcija zgleda. Ampak odvajati ne bo težko. Najprej si samo funkcijo zapišemo tako, da bomo recimo koren napisali kot polovica. Torej imamo potem tukaj x na 4 polovice. To, kar prepišemo. Tukaj, ko imamo pa x spodaj, pa mi vemo, da je to isto, kot da bi jaz napisala x na minus 2. In tukaj je to isto, kot da bi jaz napisala x na minus 1. Plus 4x minus 3. In če me zdaj zanima, to je še vedno naša funkcija f od x, samo drugače zapisana, in če me zdaj zanima odvod, moram odvajati vsak delček posebej. Vsak tale člen posebej odvajamo. In kaj dobim? X na 4 polovice, to je v bistvu isto kot x na 2, in je odvod 2 krat x na 1. Plus, tukaj konstanto prepišem, dvojko prepišem in zmanjšam stopnjo za 1, x na 1. Minus, zdaj pa pozor, ker je tukaj stopnja minus 2, moram pomnožiti z minus 2, krat x, stopnjo še za 1 zmanjšamo in minus 2, minus 1, minus 3 na koncu. Plus, tukaj isto izpostavimo minus 1, krat x na minus 1, minus 1. Plus odvod od 4x, tukaj že vemo, kadar je linearna funkcija, linearni del, je odvod kar ta številka, samo konstanta, ker naprej bi bilo na 1
Torej, krat 1 krat x na 1 minus 1 je nič. Ampak tega nam ni treba pisati. In odvod od konstante je enako nič. Zdaj to še samo uredimo. 2x plus 6x minus minus 2 je plus 2 krat x na minus 3 plus pa minus 1 je minus 1 krat x na minus 2 plus 4. To je naš odvod. Se pravi, če ponovimo, katera pravila smo za to uporabljali. Prvo pravilo je bilo, da če je funkcija f od x je x na n, da potem lahko rečemo, da je odvod od te funkcije n krat x na n minus 1. Potem smo povedali, da če imamo funkcijo, ki je enaka konstanti, nekim številu, je njen odvod vedno enak nič. Če pa imamo funkcijo, ki je produkt konstante in neke funkcije x na n, pa je njen odvod konstanta krat n krat x na n minus 1. Se pravi, združimo skupaj. In potem smo še povedali pravilo vsote, da če imamo odvod vsote dveh ali več funkcij, dobimo to tako, da odvajamo najprej prvo, potem pa odvajamo še drugo.